8 let nazaj so bila tukaj skupaj z Anžetom v Šanghaju in sva šla preveriti, če je slučajno število prebivalstva res naraslo za pol Slovenije, torej za 1 milijon, po nekih podatkih pa celo za 6 milijonov, torej jih je že 30 milijonov. Dobro, tukaj ni take gužve, ampak tamle v mestu se pa gnetajo en po drugem, tako da bi človek rekel, da je kar res. In po projekcijah naj bi jih bilo čez 10 let še 4 milijone več, torej 34 milijonov. In to je tudi en od razlogov, zakaj se Kitajska tako dobro mobilizira. Njihova avtomobilska industrija je enostavno zacvetela zadnja leta in se mi zdi, da se jih cel svet boji. Mi pa ne, nas pa zanima, kako ti avtomobili izgledajo in kako se peljejo. Ja. Tudi v 30-milijonskem mestu lahko najdeš malo miru, čeprav se ful derejo te stare Kitajke. Tole je star taoistični tempelj, 600 let je baje star. In tukaj so imeli predstave, operne baje, in so od tam gor gledali, kako kle od spodaj nastopajo. Kul, ne? Zdravje. Kako veš, da si v razviti deželi, kjer nimajo milijon pravil, da lahko zamašek daš dol? Wow! A veš ko gledaš 468 metrov visoko stolpnico, pa se ti zdi nizka? Zato, ker sem zdaj na 552 metrih. To je ena najvišjih, oziroma to je tretja najvišja stavba na svetu. 632 metrov je visoka. Samo Burj Khalifa pa v Merdeka, mislim, da se imenuje, Kuala Lumpur sta višji. Wow. Pa na Burj Khalifa sploh ne moreš toliko visok, pravim že. Škoda, da je tako vreme, ampak boljš kot tole ne gre. Tudi 8 let nazaj, ko so bila klele, ni bilo boljše. Rabiš pošten list, kakšen? K sreči ga še imam. Škoda, magnet rabim. Evo, spet en avto, ker nimam pojma, kaj je za en. Aion je bil to, pred njim pa Chang'an A07. Tukaj res vidiš marsikaj, Maple je recimo smešno ime, Javor po naše. Vse to in še marsikaj več pa me seveda čaka na salonu jutri. No, končno salon. In danes smo še posebej velike podočnjake, ker sem spal skoraj nič. Ja, časovna razlika je hudič. Smo pa tukaj 6 ur naprej in me prav zanima, koliko korakov bo danes naredil. Mi bom že povedal, ko ima pametno uro, jaz nosim sam neumne. 21. je že salon tukaj v Šanghaju in me zanima, če bo kaj manj gužve kot nazadnje, ker sem bil tukaj. No, ni. Je prej kolega ful dobro rekel, joj, koliko fajn, da smo prišli na novinarski dan, ker bo pač manj gužve in joj, koliko se je zmotil. Na sonce si pa ne upam, ker je prej po telefonu pisali, da je UV indeks danes ful visok. Kitajci so pa skozi glasni. Najprej Cherry, ki zdaj združuje že kar 7 različnih znamk, za katero verjetno še do zdaj niste slišali. To so Cherry, Exit, Jetour, iCar, Luxit, pa Omoda in JQ. Njihov J7 sem pa že letos pozimi vozil v Vietnamu. Imena pa obvladajo. Svojo novo platformo imenujejo, pazi to, Super Golden Range Extender Platform. Bo zelo prilagodljiva, zadnji ali 4-kolesni pogon, za B ali C segment avtov, z motorjem 1.5 turbo in skupnim dosegom kar 1645 km. Če bo baterija čist prazna, pa ne bi bila poprečna poraba še zmeraj samo 4,9 litra na 100 km. Zanimiv, ne? Pa nove motorje za hibride so razvili, ta je 2-litrski, s kar 45,5% termalno učinkovitostjo, mene pa še bolj presenetil podatek, da lahko kar 40 minut deluje kompletno potopljeno vodo. Zanimiv, ne?
Isto so novi 1,5 litrski s kar 46,5% termalno učinkovitostjo, to je pa svetovni rekord in bodo zelo kmalu že na voljo v njihovih hibridnih modelih. Potem so zelo napredni pri razvoju elektromotorjev, tistem se vrti skar 30.000 vrtljaji, potem nov hibridni menjalnik s prav tako najboljšim izkoristkom v industriji, tam ne kaže motor na vodik z notranjim zgorevanjem, zraven gorivne celice, potem kako pridelujejo goriva z elektriko in CO2 iz zraka. Tukaj so pa razstavljene baterije z novimi celicami, ki imajo energetsko gostoto kar 310 Wh na kilogram, ohišje pa iz kompozitov, da je 30% lažje, s tem tudi avto. Med avti je pa največja novost povratek Kukuja. Sicer je to samo koncept in ni nobenih podatkov o pogonu in bateriji, ampak kdo ve, mogoče ga pa naredijo, ker si Kitajci želijo poceni in majhen električni avto. Le kako si ga ona želi. Kar vleč se po njem. Jezus. Pa ima prebavljen more. Chery ima po svetu 8 razvojnih centrov z več kot 300 laboratoriji, v katerih razvijajo poleg tehnologije za avte še robote in podobno. V glavnem zelo napredna firma je to in tudi njihove avte lahko kmalu pričakujemo pri nas, saj bodo že letos predstavili kar 19 hibridnih modelov. Mislim, kakšne številke so to. Pa da ne bo vse zvenelo kot samo nakladanje, recimo Tigo 789 pa JQ5 recimo že imajo nove pogone. Te, ki sem jih prej predstavil. Sicer pa še njihove ostale znamke, evo, iCar, ta je bolj za mlade, imajo kup hudih opcij za svoj mali električni SUV, znamka je pa stara oziroma mlada komaj 2 leti. No, Exit je potem že nekaj let starejši, ta ponuja bolj premium, električne in klasične avte, recimo J-Tour, ki je tam zadaj, se je pa specializiral za SUV-je in pick-upe in ta znamka ne bi pripeljala tudi v Evropo. Lexus poleg svojih terenskih dodatkov tam ne kaže svoj čist novi ES, ki sem ga že napovedal v Kenshikiju in to je čist nova oblikovna usmeritev znamke, ki jo je načel LFZC. Ta bo na voljo kot hibrid in električen. V bistvu bodo 3 hibridi pa 2 električna in vsi bodo na voljo tudi 4-kolesnim pogonom. Električna boste imeli doseg preko 600 km, je pa full zrasel, kar 5,14 metra je dolg zdaj. Toyota ima na Kitajskem že 4 električne avtomobile, BZ3, BZ3X, BZ4X, BZ5 in čist novi BZ7, ki so ga razvili na Kitajskem skupaj z družbo GAC, samo za Kitajce. Avto bo že baje konec leta pripravljen za proizvodnjo in takrat bodo tudi več povedali o njem. Zaenkrat, če vemo samo to, da je lep, pa da je električen. BYD je znamka, ki jo vsi čakajo, kaj bo pokazala in ima kaj za pokazati. Recimo tam je ful zanimiv Seal, ki ima take ful hude okraske, drugače sta pa največ zanimanja požela tale modela, Dynasty D pa Ocean S. Oba sta zaenkrat še koncepta, ampak zanimiva sta zato, ker bosta baje serijska tudi takšna, čeprav ne vem, če bo narediti takšna vrata, izgledata pa totalno hudo. Fangchengbao je pa luksuzna veja BYD-ja in izdeluje takšne električne SUV-je, tudi take velike zadeve. In tole je najnovejši model, Thai 3 se imenuje, tudi najmanjši je. Nissan se želi vrniti na kitajski trg, ker mu prodaja zadnje leta tukaj zelo pada, zato so skupaj s kitajskim Dongfengom razvili tale avto za kitajske ceste. N7 se imenuje, to je taka lepa 5 metrov dolga limuzina, ampak mene res ful bolj zanima tale. To je pa pick-up Frontier Pro plug-in hybrid, ki bo imel 1,5 litrski turbobencinski motor, pa še elektromotor zraven. Res mi je všeč, čeprav oni dveh pa po mojem ne bi imel zraven, ker preveč govorita. Človek hitro ne veliča. Xiaopon pa vodi scena tukaj, to je P7 Plus, takšna več kot 5 metrov dolga lušna limuzina, ki podpira polnjenje 5C. To pomeni do 530 kW, 5C pa pomeni petina ure, torej 12 minut za polno baterijo.
Volkswagen se je končno zbudil in si zdaj želi povrniti slavo na tem ogromnem trgu, na katerem je včasih že dominiral. In zato predstavlja kar 3 koncepte. Drugače pa bodo samo 34 mesecev po novem rabili za razvoj novih modelov in kar 30 novih modelov na Kitajskem bo do konca leta 2027. ID.R je priključni hibrid, tak velik avto z baterijo za 300 km, potem pa še dodatnim motorjem za 700, da ne bo panike. Potem ID Aura, tam na sredini, je razvit posebej za kitajski trg, električen, itak in naj bi ponujal avtonomno vožnjo. ID Evo, ki je pa čisto na levem, je pa baje električni križanc za mlade in ima 800-voltno omrežje. Gužva je pa ogromna. Aha, to je pa ID.6 Cross, tega pa zikar še ne poznate, ta je pa tukaj že serijski. Tudi Audi se je združil s kitajskim Saikom in razvil čist nov model E5 Sportback, itak električen, 579 kW moči, 770 konjev. Cifre so kar hude, ja. Ampak ti modeli ne bodo več imeli legendarnih 4 krogov kot ta prava legenda, ki je pod mano, ampak samo še napis Audi. Eni imajo takole modelčke doma razstavljene, te so pa kar ta pravi. Sicer je pa tole novost na tem salonu 911 Spirit 70, ki se z barvami in dodatki poklanja Porschejem iz 70. pa 80. let. Osnova je pa seveda Carrera GTS kabriolet. In naredili jih bodo 1500 v omejeni seriji, tako da brez skrbi, komot si naročite svojega. Volvo kaže zanimiv veliko prostornik M90, XC90 smo itak že videli doma, Lynk & Co tudi cel kup novih modelov z novim 900, Mazda pa kaže spet čist nov električen EZ60, ki bo baje po svetu znan kot CX-6E, če sem prav slišal. Tehnika bo podobna kot pri Mazdi 6E. Vidiš, tale pa ni ne elektriko. 4.0 V8. Tudi Kitajci znajo že to narediti, lej. Zeekr je zanimiva znamka, hudo izgledajo njihovi do zdaj električni avti, ponovno je pa tudi priključni hibrid, ultra luksuzni 9X in ta gmota do 100 baje pospeši v 3 sekundah. Ima veliko baterijo z 900-voltnim omrežjem, zato se polni s kar 480 kW. V 10 minutah napolni za 500 km dosega, za vsak slučaj ima pa zraven še 2-litrski turbo bencinski motor, da je skupni doseg 1500 km. Ampak mene najbolj všeč ta, ker ima najboljšo oznako, 007. No, če vas skrbi polnjenje na poti, ker predolg traja, NIO ima za vas rešitev menjava celotne baterije, ki traja samo 3 minute. Stane isto kot polnjenje in cel kup teh postaj imajo že na Kitajskem. Drugač pa NIO kot znamka obstaja šele 10 let, pa je že ena vodilnih na področju elektrike z več kot 9800 patenti. Pa še fajn avte imajo, dva modela. Malo ga je zrukal, matera, misliš, da je to od elektrike? Ta Lotusov koncept je pa totalna raketa. Theory One se imenuje, cel je iz karbona, 3 sedeže ima noter, pa po mojem, da je našel svoj navdih v legendarnem Espriju. Ampak ga ne morete kupiti, Ivajo pa lahko. 30 primerkov bodo naredili, ima 4 motorje, 2000 kW skupne moči, pa stal bo 3 milijončke evrov. Vidi se, da Kitajci poleg električnih avtov ogromno vlagajo tudi v razvoj priključnih hibridov in to ne takšnih, s katerimi na elektriko prevoziš nekaj 10 km, ampak nekaj 100 km. Tesla se je pa očitno ustrašila tega salona, ker so Kitajci napovedali več kot 100 svetovnih premier. Pa še nekaj mi je bilo zelo všeč, niso se ustrašili lepotic, ampak so res lepe hostese postavili zraven avtov, ker pri njih očitno ni takšnih težav kot pri nas, a ne? Ok, že prav, da so naredili danes več kot 17 000 korakov, tako da po mojem odol za noge za en dan, jutri pa naprej z avtom.
In to bom zdaj vozil. Luxeed R8 se imenuje in seveda je električen. Kaj pa ste drugega pričakovali na Kitajskem? Baje ima doseg več kot 800 km, tako da do mesta Wuhu, kamor me zdaj pelje pot, ne bi smel biti težav. Vse v avtu in ostalih dogodivščinah na poti pa naslednjič, ker isto, kar zdaj že srbi jezik. Pa te me tudi preganjajo, ja.